En lep virtualni pozdrav vsem. Moje ime je Kornelija Ajlec, sem ena izmed raziskovalk na projektu. Najprej naj se v imenu celotne programske skupine, torej Boža Repeta, Bojana Balkovca, Petra Mikše in Matija Zorna zahvalim vsem, ki nas spremljate v živem prenosu na Facebooku, pa tudi nastopajočima, doktorju Miti Ferencu, ki je zapel uvodno pesem, in pa Darku Nikolovskemu, ki se nam bo pridružil ob koncu dneva, in seveda vsem sodelujočim na našem simpoziju. Danes bi se morali srečati v atriju Znanstveno-raziskovalnega središča Slovenske akademije znanosti in umetnosti ter na nekoliko bolj slovesen način predstaviti zaključne izsledke našega projekta z naslovom Napravite mi to deželo nemško, italijansko, madžarsko, hrvaško, vloga okupacijskih meja v raznarodovalni politiki in življenju slovenskega prebivalstva, ki od leta 2016 poteka pod pokroviteljstvom Javne agencije Republike Slovenije za raziskovalno dejavnost ARRS. Zadnja 3 leta so bila zelo pestra in predvsem delovna. Vedno znova smo se prilagajali okoliščinam, mnogokrat v zadnjem trenutku, in na takšen način nam je uspelo postaviti 5 regionalnih razstav v Rogaški Slatini, Idriji in Žireh, v Novem mestu, Metliki in v Ljubljani, ter ene osrednje razstave, ki smo jo prvotno odprli na Filozofski fakulteti v Ljubljani. Na razstavah smo prikazali le del naših raziskovalnih izsledkov, smo pa na tak način približali zgodovino širši javnosti in upam si trditi, bili pri tem uspešni. Trenutno stanje v povezavi s koronavirusom pa nas je prisililo, da nismo odprli še zadnje naše regionalne razstave, 6., ki je bila načrtovana pred enim tednom v Murski Soboti. Ker pa smo odločeni, da storimo tudi to, se bo celotna projektna ekipa odpravila v Prekmurje takoj, ko bodo razmere to dopuščale, in na takšen način bomo tudi simbolično prekoračili omejevanje gibanja, v katerega smo bili Slovenci ponovno prisiljeni, ampak tokrat iz precej bolj objektivnih razlogov. Tam, kjer pa naše dejavnosti lahko izvajamo naprej, jih bomo, zato smo se ponovno prilagodili in se odločili izvesti načrtovan simpozij, ki pa se je iz atrija ZRC SAZU preselil na splet. Upam si reči, da gre za prvi tovrstni simpozij na Filozofski fakulteti, morda celo na Univerzi v Ljubljani, in tudi v tem je nekaj simbolnega. Namreč skozi vsa 3 leta smo imeli izdatno podporo fakultetnega vodstva in tudi tokrat ni nič drugače, zato sem vesela, da lahko predam besedo gostitelju tako projekta kot današnjega virtualnega simpozija, dekanu Filozofske fakultete, profesorju dr. Romanu Kuharju. Gospod dekan, izvolite. Najlepša hvala. Spoštovani vodja programske skupine, profesor dr. Božo Repe, spoštovani predstojnik oddelka za zgodovino, docent dr. Dušan Mlacovič, drage kolegice in kolegi, cenjeni gostje, spoštovane gledalke in gledalci na Facebooku. 7. novembra leta 2018 smo v avli Filozofske fakultete odprli razstavo Mejni kamni, bodeča žica, stražni stolpi in minska polja, ki je nastala v okviru raziskovalnega projekta, ki bi se moral končati z današnjim simpozijem. Na takratni otvoritvi smo kot simbolno gesto prerezali nekaj metrov bodeče žice v upanju, da bo tovrstna žica kaj kmalu odstranjena tudi z naših meja. Verjetno bi si takrat ironijo današnjega dne lahko zamislil le kakšen odličen pisatelj ali pisateljica tipičnih skandinavskih temačnih kriminalk. Ne samo, da je žičnata ograja še vedno na meji, pač pa smo danes soočeni z razkosano Slovenijo, ki jo delijo vse bolj nepropustne občinske meje in še pogosteje meje našega lastnega doma. Epidemija novega koronavirusa je dodobra zarezala v rutino našega vsakdanjega življenja. Tako in hkrati seveda drugače kot na današnji dan, 6. aprila leta 1941, druga svetovna vojna. Meje naših lastnih domov, ki nas zdaj ločujejo, imajo v danem trenutku svoj smisel. A vendarle kot osrednja humanistična
izobraževalna institucija v državi tudi v takih trenutkih epidemije ne smemo pozabiti, kaj pomenijo človekove svoboščine in pravice in kaj pomenijo civilizacijske pridobitve zadnjega stoletja. Ko namreč na tehtnico postavimo zdravje in varnost na eni strani in človekove svoboščine in pravice na drugi strani, potem je jasno, na katero stran se bo v nekritičnem, morda celo populističnem razmisleku obrnila ta tehtnica. Vsak od nas bo na prvo mesto postavil zdravje in varnost. Nenazadnje smo bili na Filozofski fakulteti med prvimi v državi, ki smo v celoti prestavili študijski proces v spletno okolje in zaprli vrata svoje stavbe. Nekateri so takrat menili, da pretiravamo, a le nekaj dni pozneje je bila izdana odločba vlade, da morajo enako storiti tudi vse druge izobraževalne institucije v državi. Ravnali smo torej odgovorno in na prvo mesto postavili zdravje in varnost. Vendar pa vse to ne pomeni, da lahko varnost postane nekritični alibi za postavljanje najrazličnejših novih meja in omejitev. Tu se mora vedno znova slišati kritičen, racionalen in trezen glas humanizma. Na otvoritvi razstave, o kateri sem govoril uvodoma, sem citiral takratnega Borštnikovega nagrajenca, igralca Janeza Škofa, ki je v svojem zahvalnem govoru med drugim dejal: "Včasih je treba kričati, če sploh še želimo slišati tistih nekaj osamljenih glasov humanizma." Dodal sem, da ko gre za človeška življenja, bi prostor moral biti namenjen le humanizmu, pomoči in solidarnosti. Zadnji 3 tedni me kljub vsemu navdajajo z nekaj optimizma, ker sem v tem času, vsaj v delovnem okolju Filozofske fakultete, pa ne nazadnje tudi širše, med sosedi, med nami vsemi, celo prek državnih meja, začutil nekaj te solidarnosti in pomoči, nekaj več naklonjenosti humanistični misli, novim premislekom, postavljanju človeka in njegovega bistva v središče pozornosti. A to je bil morda zgolj prvi vtis v času kriznega delovanja, ko smo tako rekoč čez noč svoja življenja prestavili za 4 stene naših domov, vsaj tisti, ki ta dom imamo. Zdaj sledi nova faza, kjer solidarnost morda ne bo več tako samoumevna. Humanistično delovanje pa bodo nažirale egoistične in avtokratske težnje. V tej fazi mora tisti osamljeni glas humanizma, o katerem je govoril Janez Škof, postati še glasnejši. Sicer bodo začasne meje kaj hitro postale nove meje in izredni ukrepi naša nova normala. Današnji spletni simpozij, ki je prvi tovrstni simpozij na Filozofski fakulteti, razumem kot dober primer prakse prečenja meja. Organizatorje posveta niso ustavile fizične ovire in dejstvo, da simpozija ni mogoče izvesti v fizičnem prostoru. Nenazadnje v projektu se že nekaj časa ukvarjajo z mejami, zato je morda logično, da so prvi, ki bodo te nove meje koronavirusa preskočili in kljub vsemu izvedli simpozij. Prav tako kot tudi študijskega procesa na fakulteti nismo prekinili, pač pa ga v prilagojeni obliki že 3. teden izvajamo prek spletnih orodij. Kolegom in kolegicam zato izrekam čestitke in jim želim, da jim uspe znanstveni simpozij Okupacijske meje v Sloveniji 1941-1945, ki bo s pomočjo spletnih orodij potekal iz, bog si ga vedi koliko hiš in stanovanj po vsej Sloveniji. Kolega Repe se je v elektronskem sporočilu, v katerem me je povabil k uvodnemu pozdravu, pohecal, da bo vse potekalo tako kot običajno, le pogostitve, da ne bo. V odmoru si bo torej moral vsak sam skuhati svojo kavo. In če ne drugega, potem je vsaj ta kava dober razlog, da se veselimo časa, ko bomo simpozije spet lahko organizirali v fizičnih prostorih. Ni namreč bolj samotnega početja kot to, da sam piješ kavo pred računalniškim ekranom. Želim vam uspešen posvet, naj tehnika ne zataji, vsem želim veliko zdravja in psihične moči, da bomo zdržali to izolacijo in veselim se našega ponovnega srečanja na Aškerčevi 2 v Ljubljani. Srečno. Najlepša hvala, gospod dekan, za te besede, mislim, ki jih vsi delimo. Današnji dan za izvedbo
simpozija ni bil izbran naključno. Pred točno 79 leti, 6. aprila 1941, so nemške čete iz Graca in Celovca napadle slovensko ozemlje in začele 4 leta trajajoče obdobje največje razklanosti slovenskega narodnega telesa v njegovi zgodovini. Šlo je ne le za politično, temveč tudi fizično razklanost, katere preostanke še najdemo na terenu, pa tudi v pripovedovanju ljudi. Zaradi tega smo še toliko bolj ponosni, da je ta raziskava bila spodbujena prav na oddelku za zgodovino, pridružile pa so se tudi druge pomembne ustanove, ki raziskujejo zgodovino. Inštitut za novejšo zgodovino v Ljubljani, Geografski inštitut Antona Melika, ZRC SAZU in Pedagoška fakulteta v Ljubljani. Brez podpore številnih muzejev in arhivskih ustanov v Sloveniji in v tujini ter neštetih posameznikov pa seveda naše raziskave ne bi mogli narediti. Iskreno se zahvaljujemo vsem. In prav je, da k besedi povabim še našega drugega gostitelja, predstojnika oddelka za zgodovino, docenta dr. Dušana Mlacoviča. Prosim. Hvala lepa za besedo. Spoštovani gospod dekan Filozofske fakultete, profesor dr. Roman Kuhar, spoštovani vodja projekta, kolega profesor dr. Božo Repe, spoštovane udeleženke simpozija, udeleženci simpozija, lep pozdrav tudi vsem, ki spremljate ta simpozij preko Facebooka v živo. Povsem slučajno, neodvisno od tega projekta, sem iz kraja, ki je v tem projektu dobil precej vidno vlogo, in sicer iz Rogaške Slatine. Živel sem sredi tega zdraviliškega kraja, ampak moje sorodstvo je iz obmejnega prostora, torej 500 metrov od mejne reke Sotle. In ko sem se kot otrok skupaj s svojimi bratranci in sestričnami igral v tem prostoru, je bilo vedno živo zabičano, da lahko gremo kamorkoli, nikoli pa ne smemo čez Sotlo. In tega seveda nismo nikoli razumeli, ampak danes seveda to razumemo povsem z lahkoto, gre za prostor, ki ga tudi v drugačnih okoliščinah ne smeš prečkati, namreč tam ni malo obmejnih prehodov, kaj šele večjih prehodov, torej gre za svet, ki je gotovo on stran. In kot medievist, kot zgodovinar, mi je ta fenomen seveda znan. Torej, tudi takrat, ko fizičnih meja v nekem trenutku ni, one obstajajo po principu tistih fantomov iz zgodovine, kot je to opredelil medievist Patrick Giri, torej kot tisti element iz preteklosti, ki se bolj ali manj v obliki šepetanja pojavlja med nami kot nek kos nekih drugih realnosti v preteklosti. In v tem primeru seveda gre za tiste v preteklosti, ki se vleče tudi po 1000 let nazaj od odstavitve v tem prostoru meja interesa med Frankovskim imperijem in Bizantinskim imperijem, pozneje seveda med nemškim delom Rimskega cesarstva in pa Ogrsko na drugi strani. Torej, ves čas se to vleče kot neka realnost v obliki teh čepetov iz zgodovine. Ravno zato je toliko bolj pomembno, da na prisotnost meja v predmodernem svetu, pravzaprav drugačne kot današnje v modernem svetu, gre za ogromen prostor obmejnega prostora, ki pozna svojo to mejno družbo, ki ni nujno marginalizirana, ampak je vzpostavljena na tak način, da ima samo svojo socialno in kulturno podobo tega obmejnega prostora in je seveda prostor tisti, ki pa so iz osrednjih delov marginalizirani, tisti, ki so v osrednjih delih ponavadi spoznani kot banditi, kot drugačni, kot zoprneži, ampak se vedno med seboj družijo zaradi tega, ker gre za prostor, kjer je kultura preživetja povsem drugačna kultura preživetja v prostorih, ki v nekem trenutku ni obdan z mejo. Torej, moderne meje stvari v prostor zarežejo povsem drugače, na način, kot ga spoznavamo skozi ta naš projekt. In ta projekt doživljam kot enega najpotrebnejših projektov, ki smo jih kadarkoli postavili v okviru nas na oddelku za zgodovino kot raziskovalne skupine, in sem zato našim kolegom za vzpostavitev tega projekta zelo hvaležen. Tisti, ki se s tem profesionalno ne ukvarjajo,
morajo na tak ali drugačen način ves čas biti seznanjeni s tem, kaj meja pravzaprav po svoji formi in vsebini je in kako pomembno tudi takrat, ko v nekem trenutku ni, zareže v življenje vsakega posameznika. Ta projekt, ki počasi prevesa k svojemu koncu, je verjetno najbolj dinamični projekt, kar smo ga imeli na oddelku za zgodovino. Torej ne samo, da je multimedialen, izrazito multimedialen, gre tudi za projekt, ki je verjetno med vsemi najbolj širši javnosti predstavil ne samo svoje izsledke, ampak tudi potek raziskovanja, ki je do te mere prisoten, da naše delo dela razpoznavno. Torej zato sem predstojnik tega oddelka na ta naš projekt zelo ponosen in vsem, ki ste vpeti v ta projekt, se za vaše delo zahvaljujem. Seveda v okviru tega simpozija vam želim uspešno delo. Hvala lepa. Najlepša hvala, gospod predstojnik. Naš današnji simpozij bo potekal v 3 sklopih. V prvem panelu bodo predstavljeni splošni orisi raziskave, v drugem in tretjem panelu pa bomo prisluhnili izsledkom raziskav v posameznem lokalnem okolju. Naj opozorim, da bo ob koncu vsakega panela tudi razprava, v kateri lahko tako kot na vsakem običajnem simpoziju sodelujejo vsi slušatelji, se pravi tudi tisti na Facebooku. Vprašanja nam lahko pošljete preko zasebnega sporočila na Facebooku. Tam bodo moderatorji vprašanja spremljali in jih bodo v času razprave tudi v vašem imenu zastavili sodelujočim na simpoziju. Po vsaki razpravi pa bo sledil 10-minutni odmor. Takrat bomo prenos tudi prekinili, enostavno iz tehničnih razlogov, ampak po 10 minutah se bo prenos v živo na Facebooku ponovno začel. Tako kot je omenil gospod dekan, v tem času imamo seveda čas za kavico, ampak je vsak odgovoren zanjo sam. Sicer pa lahko bližnjico do celotnega programa simpozija in tudi urnika simpozija najdete na Facebook spletni strani in sicer pod objavo, ki je bila objavljena 3. aprila. Na koncu tega uvodnega dela pa predajam besedo še vodji projekta, lahko rečem našemu glavnemu motorju ekipe, profesorju dr. Božu Repetu. Prosim. Hvala lepa, torej lep pozdrav tudi z moje strani, spoštovani gospod dekan, spoštovani predstojnik oddelka za zgodovino, kolegice in kolegi. Pozdrav seveda vsem tistim, ki nas spremljate preko Facebooka in se tudi sicer zanimate za ta projekt, ker vemo, da imamo več tisoč sledilcev. Ta simpozij smo seveda zastavili drugače, kot vidite in kot je bilo že rečeno, a nas kljub temu razmere niso odvrnile niti od izvedbe, niti vsaj v vsebinskem smislu ne od načina, ki smo ga navajeni. Zato si lahko, tako kot na vseh naših dogodkih, ogledate tudi nekaj kulturnega programa. Prvo točko ste že videli, torej našega kolega, profesorja dr. Mitja Ferenca. Na koncu, kot rečeno, bo zapel tudi malce bolj udarno reper Darko Nikolovski, s katerim smo tudi sicer sodelovali pri pripravi njegove partizanske, da tako rečem, igrice, ki se zelo uspešno širi po Sloveniji. S tem posvetom sicer še ne zaključujemo projekta o okupacijskih mejah, čeprav je bil to bolj ali manj naš namen. Upoštevajoč razmere smo zaprosili za enoletno podaljšanje, če bo odobreno, kar verjamemo. To seveda velja tudi za vse partnerske raziskovalne organizacije, žal pa, kot veste, seveda ne za financiranje, zgolj za dokončanje projekta v sedanjih finančnih okvirih, če se ne bo kaj bistveno spremenilo na tem področju. Dosežke projekta bo na kratko predstavil kolega Balkovec. Sam se želim predvsem zahvaliti vsem institucijam in posameznikom, ki so v projektu sodelovali, nekateri tudi kot pridruženi člani, če uporabim ta izraz,
ker vseh, katerih sodelovanje smo želeli, formalno nismo mogli vključiti. Z mnogimi, zlasti muzeji, knjižnicami, občinami, raznimi civilno-družbenimi organizacijami, pa smo stike navezali šele med potekom raziskave. Vsi so seveda navedeni v publikaciji, torej v zborniku z današnjega posveta, ki je tako kot povzetki že tudi na razpolago v elektronski obliki, poleg tega pa tudi že 2 monografiji, o čemer bo nekaj več kot rečeno povedal kolega Balkovec. Želim se tudi zahvaliti recenzentom naših publikacij, še posebej tistih, ki so nam, da tako rečem, zaradi birokratskih ovir reševali kožo zadnje trenutke pred prijavami na ARRS. Brez pretiravanja lahko rečem, da smo nekajkrat presegli cilje in tudi to, kar se običajno od takega projekta pričakuje, da smo razvili nekatere inovativne interdisciplinarne metode, še posebej geografsko-zgodovinarske, o katerih bo nekaj povedal tudi vodja Geografskega inštituta, profesor dr. Matija Zoran, predvsem pa, da smo uspeli najti izjemno interaktiven stik z ljudmi po celi Sloveniji. Da smo torej razvili tako imenovano public history, kot ga je na področju zgodovinopisja redko kdo, če sploh kdo. Še posebej, če upoštevamo, da vse v kontekstu zgolj 3-letne raziskave. Izkušnje, ki smo jih pridobili, bomo seveda uporabljali in razvijali tudi pri drugih projektih, kar sicer že počnemo, in temu sledijo tudi tisti, torej tem novim projektom, ki spremljajo naš Facebook o okupacijskih mejah. Iz študentskih dni, ko smo sredi 70-ih let protestirali za koroške Slovence, takrat je šlo za vprašanje dvojezičnih napisov in preštevanje manjšine, se spomnim pesmi Rajka Stropnika Skozi okno gledam na Karavanke. V njej so tudi verzi, ko bo Evropa nekoč brez meja, vsi bomo bratje in sestre tedaj. Po nastanku Evropske unije in vstopu Slovenije vanjo sem verjel, ali bolje rečeno upal, zgodovinarji smo pač previdne ptice, da se bo to uresničilo in bo generacija naših otrok lahko živela brez meja, brez carin, brez potnih listov. Bil sem prepričan, da se Slovenije bolj, kot je bila razkosana med drugo svetovno vojno, ne da razkosati. Danes smo ujeti v meje svojih občin, v občinskih mejah naj bi ostale celo naše ljubezni. Medijskega zgražanja so deležni ljudje, ki gredo po žeblje v sosednjo, ker bi jih menda lahko kupili v svoji. Vaške straže in zapore cest so postale vsakdanjik, na kozjih stezicah ugibamo, ali smo že čez katastrsko mejo ali še ne, uniformam takim ali drugačnim, uradnim ali poluradnim raste moč. Tožarjenje in stigmatizacija, tako ljuba Slovencem, sta spet v ospredju, vse pa pospremljeno s političnimi in medijskimi kampanjami. Samocenzura je postala del vsakdanjika in potihem sega tudi že v stroko in znanost. Tokrat je prva na vrsti zdravniška, ki je v sedanji situaciji tudi najbolj izpostavljena. Zato ji je treba izreči solidarnost in podporo. Tega ne povzročajo okupatorji, to si v imenu strahu in nepoznavanja odgovora, kako se ubraniti pred nevidnim virusom, povzročamo sami. In povzročajo nam ljudje, ki so na oblasti. Upati je seveda, da sedanje razmere ne bodo trajale dolgo. Bodo pa v vsakem primeru pustile hude rane, ne samo na gospodarskem in socialnem področju, pač pa tudi, ali morda še najbolj, na mladi slovenski demokraciji, katera obstoj je na preizkušnji. Še posebej, ker ne vemo, kakšna bo iz te krize išla Evropska unija, že sedaj spet razklana na vzhod in zahod, pa ne zaradi hladne vojne, pač pa politične samouvrstitve posameznih držav, tudi Slovenije. Čeprav je jasno, da nam kot majhnemu in ranljivemu narodu le demokratična Evropa omogoča ohranjanje nacionalne identitete in vsaj nekaj državne samostojnosti. V takih razmerah nam bodo stiki s kritično razmišljajočimi ljudmi, ki jih zanimajo naše raziskave, prišli še kako prav.
Stvari, za katere smo bili prepričani, da bodo le še stvar zgodovinskih raziskav, se nam kot mora vračajo iz preteklosti. Zgodovina se ne ponavlja, kot pogosto slišimo. Enakih družbenih okoliščin pač ni mogoče poustvariti v laboratoriju. Se pa ponavljajo vzorci obnašanja in ravnanja, tako nas, tako imenovanih malih ljudi, kot oblastnikov. Zato je še posebej pomembno, da zlasti na mlajše generacije prenesemo tudi prevečkrat pozabljene ali še neodkrite zgodovinske izkušnje. Da bomo znali prepoznati stare manire v novih oblačilih. Hvala.